Te dni je bilo vreme v Logu pod Mangartom popolno nasprotje tistemu novembra leta 2000. Okoli 11. sonce pokuka iz Orombona in obsije dolino, ki jo objema 15-2 tisočakov. Mangart, Jalovec, Jerbica in drugi. Spokojen mir, ki ga sem in tja prekineta le zvok motorne žage in traktorja marljivih domačinov. Povsem drugačna je bila slika pred 2 desetletjama. Medtem ko so poletje predvsem obalo in vzhodno Slovenijo zajele suše, primanjkovalo je pitne vode in se vnelo več kot 5000 požarov, je narava jeseni udarila na drugem koncu. Oktobra in novembra so v Posočju nastopile najhujše padavine v zadnjem stoletju. Vlaga, deževni in sivi dnevi. Plaz tože se je prvič sprožil prav na današnji dan, 15. novembra okoli 13. ure. Zasuje 2 mostova čez Mangartski potok in uničil vodno zajetje. Največja nevarnost pa je bila ogromna količina materijala, ki je obtičala v soteski predelici in grozila, da bo zgrmela proti vasi. Večina domačinov je prejšnjo noč poiskala varno prenočišče. Naslednjo pa so, kljub drugačnim navodilom, nekateri ostali v svojih domovih. Med njimi sta bila tudi Viktor in Marija, starša Igorja Črnute, ki se je slabe pol ure prej odpravil proti Bovcu. Slišali smo se 20 minut pred plazom in to so bile zadnje pogovore z mamo. Fotra sem videl pa uro prej. Je pa res tudi, da mame še nismo dobile in pa jo tudi že ne iščemo več kot 19 let. Želeli so ostati na svojih domovih, moje zadnje besede mami so bile spodbudne, naj gre še to noč prenočiti tam, kjer je bila noč prej. Mama je bila še zmeri budna in jo je, ali jo je tisti veter, ker pride pred plazem, ali pa jo je potem plaz. Zgodilo se je 17. novembra nekaj minut po polnoči. Še preden so iz opazovalnic sporočili, kaj se dogaja, je bilo prepozno. Blatni tok, pomešan s kamenjem in drevjem, je prihrumel s silovito hitrostjo 30 km/h. V dolino je prigrmelo 1,5 milijona kubičnih metrov materijala in povzročilo pravo razdejanje. Milan Črnigoj je vrata gostilne zaklenil le malo pred tragičnim dogodkom. Nato so šli radovedno pogledati na most, kaj se dogaja. Lahor na mostu smo bili in se čudili, da vode ni. Pa je prišla pa vsa naenkrat. Jaz sem bil tle pred cerkvi, sem rekel atomska bomba, potres. In v tisti temi, brez elektrike in tako dalje, ni bilo več hiš. Sireno na gasilskem vozilu so zbudili vse vaščane. Prek radijskih valov je novico po Sloveniji ponesel takratni dopisnik Radia Slovenija Filip Šemrl. Plaz izpod Mangartske planine je po noči naenkrat in z veliko hitrostjo zdrsnil po strugi predelce in zasul gornji del vasi Log pod Mangartom. Pri tem je odnesel most na koncu vasi, zasul več hiš na levem bregu struge predelce ter se ustavil šele pri vaški cerkvi. Zaradi megle si razmer na več kot 20 hektarjev v velikem plazišču niso mogli ogledati s helikopterjem. Plaz tože je porušil 6 hiš in gospodarskih poslopij, poškodoval še 23 drugih, odnesel mostove in s tem pomembno cestno povezavo s predelom in italijansko stranjo, električne in telefonske napeljave, kmetijska zemljišča in gozdove. A najhuje, pod seboj je pokopal 7 domačinov. Poleg že omenjenega Viktorja in Marije še najmlajšo 36-letno Zlatico. Marjana, Antonijo, Ido in Elizabeto, Lizo, ki je ravno praznovala 96 let. Je pa res škoda, je zmeraj poudarjen teh 7 žrtev, še zmeraj se jih spomnimo in včasih premeljamo take stvari. Mi, ker smo bili v bližini tisti dan, da če bi lahko te ljudi se malo bolj potrudili z njime, da bi nas bohli, da bi jih odpeljali proč še drug dan, ker prvi dan so bili nevarni. Potem pa razmišljaš, kaj saj, ker je vedel, da bo taka razseznost prišla vse naenkrat, ker ne se je bilo 5 ten, ker smo kumi sami ušli in mi smo takoj vedeli, da ti zakar ni, da tudi pomoči ne rabe, v bistvu ti zakar ni, Se zamisli takratni predsednik krajevne skupnosti Domen Črnuta. Tudi strokovnjaki so po dogodku skušali najti razlage. Nekateri menijo, da so k nesrečnemu razpletu pripomogli tudi potresni sunki, ki so Posočje stresli 14. novembra. Aleš Horvat, vodja ekspertne skupine za področje hidrotehnike in hudourništva, je takrat povedal. Prvo je geološke razmere, drugo verjetno huda namočenost, tretje posledice potresov in premikov, torej neugodna kombinacija. Praktično zgleda tako, kot bi se neka nova dolina v hribu na novo odprla.
Log pod Mangartom je za 2 meseca postal zaprto območje s strogim nadzorom. Dostop je bil mogoč le z dovolilnicami. Civilna zaščita skupaj s policijo in vojsko je varovala tudi premoženje vaščanov, ki so se morali čez noč posloviti. Pol leta smo bili razseljeni, do aprila meseca, mi smo skupina gasilcev, ker je skozi hodila iz Bovca v Log dežurati in vse drugo upravljati, ker ni bilo ljudi, tudi za imetje. Ljudi smo poskrbeli, vse ključe od hiš smo imeli. Vse živali smo nafotrali od mačk, da kur, da pesu, da ovčk, da vse. Da. Sicer sem bil vsak dan tlje, ker imamo venč kmetijo, se je pa dežurilo na tej točki naši, ker naj bi bila varna. Tako da je pa res, potem se ni ponovilo nič več po tistem. Potem saj so ugotovili tudi strokovnjaki, da tista nelabilna masa, ker se je sprožila vsa, tako da kar je ostalo, je trdno. Nekako je uprijeto, tako da ni take panike, da bi prišlo kaj dol. Zato danes ne pogledujejo proti Mangartu v strahu, poudarjajo si v en glas. Življenje se je v tisti sekundi res da ustavilo, a potem tudi hitro steklo naprej, pravi Igor, čeprav je v plazu izgubil oba starša. Enostavno med vaščani plazu noben ne omenja. Ni pogovora, ja pa veš pa tu pa uno. Zdaj ob 20. obletnici se zdaj vračamo v tiste trenutke in tiste dneve in dolina se je zdaj iz prepoznavnosti po plazu obrnila na prepoznavnost v turizmu. Ne moramo živeti skozi to mislijo na plaz, oziroma da imaš neko zanko, ko vretu ubešeno in kdaj se bo tu zetehnilo. Življenje je teklo dalje, naredilo se je prvo fazo hiš, ko sem rekel, naredilo se je drugo fazo hiš, koncala se je infrastruktura, vmes smo se vključili tudi v čistilne in tako dalje, tako da vas je narejena, ko se gre. Problem je pa drugi, problem je pa demografski problem, ko je posvet, mlade se odseljujejo še naprej službni in tega ne bomo rešili. Tako se je število 140 zmanjšalo na današnjih 90, ki tu živijo stalno, je zaskrbljen Domen Črnuta, od katerega je ekološko kmetijo prevzel sin Klemen. Mi imamo zdaj nekje 250 mlečnih ovc, kar se tiče turizma. Imamo 2 apartmaja, tu je približno za 10 gostov. Po zimi razvojna zadruga ureja tudi manjše družinsko smučišče in tekaške proge. Poleti so možnosti neomejene. Nova je Julijana Trail, ker jo Slovenci spoznavajo tudi po tej plati. Je pa Mangart in pa Mangartsko sedlo bolj prepoznavno na avstrijskem Koroškem, Italijane, kot pa naši Slovenci. V turizmu sta priložnost videla tudi Urška Mlekuž Vončina in Robi s svojima sinovama. Mi dva sva pač videla priliko, da ostaneva na podeželju. To je privilegij, da lahko ostaneš tu. To ni sila razmer. Zato, ker če ne bi imela služb, za kere sva študirala, mi dva sploh ne bi mogla tu začeti. Teh 11 let tukaj je pa tudi hitro minilo, seveda. Se mi zdi, kar da smo prišli pred kratkim. Tle ni bolj idealnega kraja za vzgajati otroke, za mene, kakor da si na podeželju. Sej ne samo Log pod Mangartom, se vsaka taka vasica. Da si v naravi, da imaš hribe blizu, to je nama poanta, da med vikendom lahko gremo v hribe in da je vse na dosegu roke. Sej je ogromno stvari. Jaz se ne počutim nič prekrajšana, ker sem tu ali pa da sem daleč od nečesa. Pred kratkim se je iz Tolmina v Log preselila še ena mlada družina z loškimi koreninami, sicer pa je do hiše, če tudi vasica poleti deluje živahna, zdaj pa so okna na veliko hišah zaprta, težko priti. Evropa se je odprla, tujce kupujejo, naše nimijo denara ali pa ne pridijo do objekta pravočasno. Zdaj vpliva nimamo, predkupno pravico v TNP ima park, ampak če parka ne zanima, se prodati skrda več. Je problem, zdaj imamo recimo 2-3 družine, kar bi se preselile v Log, ampak jih nimamo tudi novogradnje, lastniki terenov niso lih navdušeni za prodajo, za novogradnje. Je problem. Vrnimo se v leto 2000. Škodo po plazu so ocenili na 31,7 milijonov evrov. Državni zbor je po hitrem postopku 21. decembra sprejel interventni zakon. Plaz je udaril le 2 leti po velikonočnem potresu, zato so sanacijo prepustili takrat ustanovljeni državni tehnični pisarni, ki jo je vodil Stanislav Beguš. Država se je sorazmerno hitro odločila. Že prej smo imeli predvideno, da bomo v okviru potresne obnove obdelovali 23 objektov in potem so prišli novi objekti. Prišlo jih je 16, kar pa se tiče mostu čez Predelco spodaj,
pa čez Mangartski potok zgore, pa razbijač Murastega toka, pa še mnoga druga dela z monitoringom ured, ki je na tem lokaciji, ne, je prevzela država in v okviru države Ministrstvo za okolje in prostor, ki je potem to tudi v nekem doglednem času, po mojem, ker v realnem času tudi končal. Po podatkih Ministrstva za okolje in prostor je država za odpravo posledic, alarmni sistem in druge ukrepe po plazu Stože namenila 26,4 milijonov evrov. Za dokončanje vseh nalog, med drugim jih čakata še 2 brvi čez Koritnico ter dokončna ureditev plazišča in Mangarske planine, jih bo potrebovala še 5, saj se je z gospodarsko krizo po letu 2010 obseg denarja za sanacijo plazov bistveno zmanjšal. Ne pozabi pa tudi Stanislav Beguš poudariti solidarnosti ljudi, ki so ob tej tragični nesreči stopili skupaj. Takole v dneh po plazu našemu novinarju Ediju Proštu pripovedoval Žarko Mlekuš. Prihaja zelo veliko pomoči. Solidarnost je izjemna. Da bi bila ta pomoč resnično v redu in optimalno razdeljena tistim, ki jo najbolj potrebujemo, smo menili, da je najbolje, da je to v rokah krajevne skupnosti. Ne glede na velikost Loga pod Mangartom je v vas precej optimizma. Ta vas nikoli ni bila zaprta. To je zgodovinski prehod v Italijo, na Koroško. Pozna se tudi, da so naši dedje delali, pa tudi očetje v Rajbalskem rudniku. Poznajo se vsi te, bi rekel, zgodovinske povezave. In tako je še danes, le da so zdaj povezave okrepili turisti. Prav na dan, ko sem obiskala Log pod Mangartom, je nad njim, tako kot takrat, krožil helikopter. Le da si tokrat niso ogledovali plazišča, temveč menda spet snemajo oglase. Predvsem avtomobilska podjetja večkrat kot kuliso izberejo prav Mangartsko cesto, priljubljeno med pohodniki, motoristi in kolesari. Mimogrede, na tradicionalnem vzponu na Mangartsko sedlo je avgusta 2012 zmagal, ja, prav ste uganili, prav Primož Roglič.